Hej folk, danes bi vam rad predstavil enega mojih neironično najljubših ljudi zadnje čase. Aljaža Poredoša. Aljaža poznam, ker nastopamo skupaj na stand-up nastopih in je preprosto rečeno najbolj prikupen čudak, kar sem jih kadarkoli spoznal. Lahko ga postaviš v kakršnokoli okoliščino se spomneš in on bo vedno našel način za izpast bizaren. Na primer v intervjujih. Kako te lahko ženska osvoji? Pride do mene pa mi nekaj pove, ne? Ni lih nekih dilem, star. Okay. Ni lih pogosto, no, da bi se to zgodilo, ampak ja. Joj, bogi Poredoš. Kaj more punca narediti, da te osvoji? Ne vem, nobena še nikoli ni poskušala. Ali pa ko razlaga, zakaj je začel s stand-upom. Ful je odvisno od komikov. Jaz sem ponavadi se pripravljal tako, jaz sem začel tako, da sem pod tušom vedno pel in me je artist snemal in mi je kazal in sem bil tako, ta glas nisem jaz in zato sem začel šale govoriti. Tako da jaz se pod tušem pripravljam. Hej, Aljaž, zakaj si začel s stand-upom? Ker me je snemal pod tušem. In seveda njegov intervju za RTV, kjer so ljudi spraševali, kako se sproščajo med učenjem za izpite. Flirt. Flirt poslušam. Gledam smrkce na YouTubeu, predvsem v hrvaščini ali v srbščini. Mislim o tem, kako bi se obesil. Če ne padem izpit, pol bi se obesil, ampak pol imam toliko motivacije, da ga spet naredim. Tukaj baje sploh ni vedel, da daje izjavo za RTV drugače. Eno študentka je spraševala, kako se vi rešite stresa med izpitnim obdobjem, pa so vsi neke bedne odgovore imele. Jaz sem pa imel odgovor, da pač študiram na to, da bi se obesil. To je moja motivacija in pol drugo jutro vstanem uraden RTV program, pa vidim mojo to, kako povedano izjavo. On si je mislil, da se samo malo tako pogovarja z nekom. Drugače pa ne vem za vas, ampak dostikrat hodim okoli s telefonom po svetu in mobilni podatki niso vedno najbolj poceni. Tako da potem se ves čas povezujem na neka ta razna javna Wi-Fi omrežja, ki kdaj tudi sploh niso zaščitena. Kar pomeni, da lahko naključni ljudje vidijo, na katere strani se povezujem in če kakšna stran ni zaščitena, celo pridejo do mojih osebnih podatkov. No, v takih primerih preprosto prižgem VPN in bam, noben več ne more vohuniti, kaj gledam. In če bi tudi vi radi imeli eno skrb manj v življenju, preizkusite Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker boste lahko tako surfali po internetu varno in anonimno. Zato, ker so nekatere storitve opazno bolj poceni iz drugih držav. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi čisto nič vedeti, kako se vi sproščate med učenjem za izpite. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Tako da pojdite na surfshark.com/Marko oziroma uporabite mojo kodo Marko na blagajni za 4 dodatne mesece Surfshark VPN-ja. Okej, zdaj pa pejmo nazaj na video. Ampak Poredoš ne blesti samo pri intervjujih. On uspe izpast bizarno pri vsem, kar počne. Med drugim ima v Murski Soboti prepovedan vstop v kino. Okej. Šel sem v kino in smo imeli Conjuring, si kdo gledal? Ja, Conjuring, ja. No in smo imeli te 3D očala. In je bil en jumpscare in sem pač refleksno naprej. In enega spreda v tilniku. Tip se je med filmom tako prestrašil, da je kar boksnil unga pred sabo v glavo. In pol je bil še presenečen, zakaj ni čisto navdušen. Ne, začel se je ful zdirati, pa smo tako, da je v miri, se veš, ljudje gledajo. Predstavljaj si, da gledaš film, ne? Pa je jumpscare in te nekaj v tilnik tropi. Se obrni pa je Poredoš, da smo malo miri, no? In to ni niti edini kraj, kjer ima Poredoš prepovedan vstop. Tudi v Žusterni kar ne sme več iti na bazen. Aha, v Žusterno boš tudi prepoved hodil.
Zato, ker je Ja, šel samo to pa sploh nisem jaz skril. Šel je žensko garderobo, pa se kregal, naj grejo ženske ven, ker je to moška garderoba. Če moj brat je šel pred mano, pa je zamenjal znake. In se šel jaz v žensko, ampak je bil zgor moški znak, in bolj so 4 ženske bile. Bilo tako, moraš iti ven, pa sem tako, jaz ne grem ven, to je fucking kako je to. Dobro, mislim, se zgodi. Pač, lajkajte ta video, komur brat še nikoli ni zamenjal okoli znaka od garderobe na bazenu. Ampak ta zaplet se nekako še ne konča tu. In pol sem se šel kopati, ampak stvari si nisem debil vzel ven. In sem mogel nazaj iti, pol so pa bile neke deklice, male so bile. Sem takoj ven šel, samo njihovi starši niso veseli bili, ko so me videli. Starši niso bili ravno veseli, da njihove hčerke terorizira nek 2-metrski čudak v garderobi. Ja, kako nenavadno. Pač ne vem, če sem že kdaj spoznal koga, ki se mu je toliko čudnih stvari zgodilo v lifeu kot temu tipu. To se mu je recimo zgodilo na eni žurki. Se je šel s cacnekom in pol samo z grmovja neka ven skoči, pa me vgrizne, pa nazaj. In to še zdaj imam, glej. To je še zdaj. To je, wow, to... To je 2 leti pa pol staro, pa še zdaj imam. Ok. In jaz sem samo vesel bil, ker sem scačal, da me ni kam drugam griznil. Tako da jaz sem hvaležen, da me je sem griznil. Sem pa en teden potem sem kri bruhal, konstantno. Ja. Misliš, da je bila strupena kača? Ne vem, ker nisem k doktorju šel. Ja, pičla ga je kača, en teden je bruhal kri, ampak še vedno se mu nekako ni zdelo vredno iti do zdravnika. Dokler mu roka ni začela že skoraj razpadati in smo mu ostali komiki zatežili, da naj gre že enkrat do njega. V bistvu ima srečo, da ga imamo ostali toliko radi, ker drugače ne vem, kako bi ta tip prišel čez live. No, ampak pejmo kar naprej še na druge bizarne prigode, ker jih res ne manjka. Bakren je imel kar v gasilskem domu, ampak se jaz mislil, da je v neki znani gostilni, ki je poleg gasilskega doma. In sem šel pač tja in so eni tam imeli krst in sem bil ful lačen, sem bil tak, pač dajte to kuvertu z darilom Andreju, ki je koli že je, pa sem šel jest. Naj vam tukaj razložim malo predzgodbe najprej. Andrej Bakreni je njegov prijatelj, cigan, ki imajo skupaj tudi komično predstavo Čarnobeli. Mislim, komični so iskreno že samo, ko jih vidiš skupaj, ker en je dolg in bled, drugi pa mali in temen. Človek se res vpraša, kje so se ta dva sploh našla. In ko je Bakreni imel krst za svojega otroka, je poredož valjda uspel zajebat in šel na krst od kar nekoga tretjega. Kar, mislim, lajkajte ta video, kdor še ni šel na napačen krst. In pol medtem, ko sem jedel, en prišel, pa mi je rekel, kaj jaz tu delam. Sem tak, na krst sem prišel, ne? In pol je bil tak, na krst od koga? Sem tak, od Bakrenija. Je bil tak, Bakrenija ni tu. Pa sem tak, pač, malo mi je čudno bilo, da nič ciganov ni bilo. Ta žlata do Bakrenija je bolj ciganska. Ja, pa res da on skozi govori, da ga ne marajo lih. Pa sem mislil, okej, pol ni nobenega povabo, je še vse bele. Pa, a ja, z nekimi otroci sem se od spodaj igral. Se opravičujem za ta histeričen smeh od zadaj, ampak sem bil po naključju tam, ko se je to snemalo in meni so tekle solze vmes. Si predstavljate biti nekdo tam na krstu in gledati tega ogromnega, bledega čudaka, ko se igra z otroci, pa si kar vzame za jest in pol ugotoviš, da sploh noben ne ve, kdo ta tip je. Pač, komu se to zgodi? Ta tip je krešal krst. Ampak to so še vedno vse neumnosti, ki jih dela po narodi. Pol so pa še načrtne gluposti, ki pa jih dela ponovadi, ker mu nekdo reče, da si ne upa. Ne upaš? Kaj si ne upa? Glave! Ja, ne mi pleš, a ne.
Daj se dobro vojnja. Ej, Fredoš. Daj, idiot. Ampak brez skrbi, ker pol na koncu se vedno vse srečno konča. Helikopter, helikopter, parakofer, parakofer. Žurka, 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 žurka. Ampak okej, to zadnje dvoje ni bilo nujno zaradi pretiravanja, s čim Poredoš ima preprosto neko čudno veselje spat v nenavadnih placih. To je recimo zgodba, ko bi mogel spat v nekem samostanu. In fora je v tem, da imajo oni samo ene ključe za vse skupaj. In nek debil je izgubil ključe. In so zamenjali ključavnico. In jaz pridem zjutraj ob 2 in ne morem not. Pol sem videl tam poleg pač stopnicah od cerkve klošare, pa sem bil tak, no, če oni lahko tam spijo, pol bom jaz tudi za en večer. Ja. Samo nisem jih spal, sem si bolj roke v žep podržal, ker sem se bal. Tip je spal na stopnicah od cerkve zdraven klošarjev, ker ni mogel priti not v samostan, kjer bi mogel spat. In to niti ne bi bilo tako neverjetno noro, če se to ne bi dogajalo v Mariboru. 5 minut stran od tam, kjer je David imel stanovanje in bi ga komot klical, če lahko pride do njega prespat. Ampak ne, ker Poredoš ga ni hotel motit in je rajši celo noč prebedel na stopnicah na tleh. Pač res je že patološko uvideven, to ni normalno. In to niti ni edinič, da je spal zunaj. Enkrat je bil zmenjen, da bo po nastopu šel spat k enemu kolegu, ker je svojo sobo odstopil cimru, da so lahko sami s punco. In... No, in je dolgo trajalo, ker je še Bergant prišel, pa smo pili nekaj. In pol je tisti kolega, keremu bi mogel iti bil spat, je bil tak, jaz te ne bom čakal, kaj je s tabo, ura je 2 zjutraj. Sem bil tak, okej, pusti me odklenjeno. Pa je bil tak, ne bom te pustil. In pol sem pač šel iskat najbližje klopce našega doma in najbližje je bila prosta, najbližja. Je bila na Žalah. In fora Šel na Britovsko. in fora je bila v tem ful je dešel. Ja. To je bilo ono, da sem rekel, zakaj šel na klopce spat, pa rekel, ne samo kul mi je še bakreni dano marelo. 2. 2 ti je dal. 2 mi je dal bakreni, pa jaz sem eno imel, tako da sem tu imel, tu, pa fajn, tu sem se držal, lik, da sem suh bil. Celo noč. Tip, namesto da je klical cimra, sorry, bom mogel priti vseeno domov, je šel rajši spat na klopco, na pokopališče, jeseni, medtem ko je zunaj deževalo. Mislim, dobro, ajde, sej, lajkajte ta video, kdor pa še ni nikoli spal, ne morem, ne morem. Ampak brez skrbi, ker mu je posodil bakreni 2 dežnika za se pokrit, tako da na koncu je v bistvu bil relativno suh. Pač, ne vem, to je prvi človek, ki ga poznam, da ima brezdomstvo za hobi. Ampak Poredoš sploh ne rabi nič posebnega početi, da izpade tako prikupno čudaški. To seva ven iz njega že v navadnem pogovoru. Pa to veliko govorijo, da carski vozniki niso najbolj spretni, ne? Ja, ko imajo premalo krožnik, moj. Ko imajo premalo krožnikov? Ja. Premalo krožnikov. Zato pa tudi slabo vozijo, ne, ko so lačni. Lačen si ful, nesposoben na cesti. Ne res, kaj si rekel? Krožnik. Krožnik. Ja. In eno je z Lidla pa Eurospin, a drugo pa... Ja, eno so te fake variante, ne? Mislim fake, pač niso brand So name. originalne, pa delajo fejke. Skot pa so originale? Ja, iz Jafe. Iz firme pridejo prave. ne. Ja. Pol je pa še ena firma. Ti si po nerodi najbolj zabaven človek na svetu. Ok, zdaj imamo pa
pravi Red Bull pa fake Red Bull, torej A pa B, Ja. prvo A. Pa Red Bull ni črn. Ne, Red Bull Jonko ni črn. Se ne vem, ali nas jebe, ali... Daj, hitro, dajte mu C9. Dobro, redo se. Jaz ne štekam, kaj je ta človek iz risanke ali kaj. Vse, kar naredi, je nenačrtno smešno. Kdaj razmišljam, da bi samo dal GoPro na njega, tako kot daja folk na mačke, in ga potem poslal ven v svet, da vidim, kaj se mu dogaja. Drugače, to bo zvenelo, kot da si izmišljujem, ampak med editiranjem tega videa sem dobil to sporočilo od njega. Hej Marko, ful bizarna zgodba, sem namreč posnel intervjuje tu v Murski Soboti, ampak sem si jih prepošiljal brez podatkov na Messenger in sproti brisal, tako da sem si jih na koncu izbrisal, brez da bi se mi poslali. Pač, kako si lahko tako informatično nepismen pri teh letih? Kako je to možno? In teh zgodb je z njem ful. Enkrat je objavil na Instagram story, da imamo nek dogodek in ni dal linka in sem mu napisal, če lahko dodaš link mogoče. In tip je v naslednji story zalepil URL od dogodka kot tekst na story, da ne moreš niti klikniti gor, niti kopirati, niti nič. Folk bi mogel pretipkati to iz enega telefona v drugega, da bi lahko odprl ta dogodek. To, kako? Ne vem, kaj ta tip ima, ampak to je najbolj prisrčna duševna motnja, kar sem jih kdaj videl. Ko je radioaktiven pajek piču Spidermana, je on dobil super moči, ampak ko je ta kača pičla Poredoša, je po moje kača dobila avtizem. Pač to je res fenomenalno. Radi te imamo Poredoš, vedno stani tak. In živ. In to je bilo vse za danes. Lajkajte ta video, če je tudi vam postal Poredoš zdaj najljubša oseba. Naročite se na ta kanal, da ne zamudite naslednjega videa in seveda preizkusite Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde folk, čau!